Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Prišel je čas, da se pove, kako se v naši državi dela z ljudmi, kako se jih po 12 letih dvojnega dela poniža, pohodi in se jih brcne na smetišče zgodovine. Takole je v precej dramatičnem in negativnem vzdušju začela svoj govor Škafarjeva in javno seznanila s svojim protestnim odstopom. Razloge za odstop je pripisala nekorektnemu in zaničevalnemu odnosu nekaterih posameznikov tudi z političnega sveta. Nikoli v življenju nisem bila tiho. In tudi zdaj ne bom. Saj ne dovolim, da bi me kdorkoli politično stiskal za vrat, me blatil in mi grozil. Sprašujem se, kaj se bo lomilo na meni, kot mi je bilo pred kratkim rečeno, in zakaj mora politika s svojimi lovkami obvladovati stroko in ji na vedno umazan način vsiljevati neke rešitve, ki imajo v ozadju popolnoma drugačne interese in namene. Poleg grože navaja, da v slovenskem zdravstvu pacienti in delavci v zdravstvu niso na prvem mestu. Nedopustna se ji zdi neplačana oskrba zdravih novorojenčkov, še vedno se borijo s premajhnim kadrom in Kranj kot tretje največje mesto je še vedno brez splošne bolnišnice in urgentnega centra. Sama se je za vse to borila zadnjih 10 let, a je vedno naletela na gluha ušesa, zato z mesta direktorskega stolčka odhaja z dvignjeno glavo. Upam, da se bodo stvari na boljše. Sem optimist in pravim, če ljudje vemo za določene stvari in vemo, kako se jih lahko spremeni in je ob tem tudi še volja in pritisk, menim, da lahko stvari uredimo. Želi si, da bi njene besede ohranile samostojnost kranjske porodnišnice, ki si je v letu 2016 kot edina in prva na svetu pridobila mednarodni certifikat AACI klinične odličnosti v porodništvu in v kateri se je v 62 letih obstoja rodilo skoraj 110 000 otrok, operiranih pa je bilo več kot 134 000 žensk. Obenem verjame, da bo oskrba zdravih novorojenčkov nekoč v prihodnosti povsod v Sloveniji korektno plačana, saj je prvi preventivni pregled novorojenčka izredno pomemben tudi za poznejši razvoj. Vse, ki trdijo, da so nega, oskrba in predpisani pregledi novorojenčka že v ceni poroda, sprašujem, ali se jim zdi ostanek 411,43 evrov dovolj za porod in lajšanje porodne bolečine. Za porod brez zapletov je določena utež 0,91, kar pomeni slabih 1040 evrov, za oskrbo zdravega novorojenčka pa je utež 0,55 oziroma 630 evrov. Ta pa se preprosto ne plačuje, saj zavarovalnica namreč trdi, da je oskrba že upoštevana pri porodu, kar pomeni, da za sam porod in lajšanje porodne bolečine ostane 411 evrov, kar se Škafarjevi in njenemu kolektivu zdi sramotno. Kot se ji zdi sramotno, da se za vse sistemske napake krivi direktorje. Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj se je v zadnjih nekaj letih sicer začela srečevati z nepravilnostmi in finančnimi težavami. Skupna kumulativna izguba v porodnišnici znaša 2 milijona evrov, zato je Računsko sodišče podalo popravljalni ukrep. Na seji sveta zavoda pa je bila celo predlagana razrešitev Škafarjeve, kar je razumela kot politični mobing. In ta nori svet, ki nas obkroža, zanimajo le še 3 besede. Koristiti, izrabiti, izpljuniti. Škafarjevi bi mandat potekal oktobra leta 2018, z današnjim dnem pa stolčka direktorice odstopa in želi svoje delo v zdravstvu nadaljevati le kot otroška zdravnica.